Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Gostja v današnji predvolilni oddaji je kandidatka za poslanko v Evropskem parlamentu na listi stranke SD, Lucija Carneluti, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Najlepša hvala, lep pozdrav tudi vam. Ste pravzaprav najmlajša kandidatka ne samo na listi SD-ja, ampak tudi tako na skupni listi vseh kandidatov, ki bi radi šli v Evropski parlament. Kako se počutite kot najmlajši? Mislim, da se počutim mlado, predvsem, sploh v primerjavi z nekaterimi na listah, ampak poleg tega se počutim predvsem zelo ponosno, da sem lahko najmlajša kandidatka. Mislim, da to kaže tudi na vrednote in na zaupanje socialdemokracije, socialdemokratov v to, da naša generacija, da mladi res imamo neko moč spremeniti nekatere stvari in da nam dajo ta prostor. Tako da jaz se počutim super in sem ponosna, da lahko to delam kot najmlajša kandidatka in da lahko tudi mogoče vržem kakšne tiste mite o tem, da mladi nismo mogoče sposobni, da nismo dovolj kredibilnosti, dovolj znanja in podobne stvari. Nekaj izkušenj vam ne bi škodilo? Nekaj izkušenj že imam v bistvu, ker sem še zmeri v tej sferi od 16. leta približno. Delala sem v organizaciji Združenih narodov, tako za slovensko kot tudi kot prva evropska mladinska delegatka. Tako da sem delala in tam v Bruslju, v mnogih nevladnih organizacijah, na slovenskem področju, tako da definitivno za svoje leta imam že 8 let enih izkušenj, ki mi tudi omogočajo to, da mogoče ne bom tako naivno pristopala k nekim stvarem in tudi da v primeru, da pridem v Evropski parlament, poznam vsaj hodnike Evropskega parlamenta in proces zakonodaje že dobro poznam. Mislim, da je ta stereotip naredila politika sama. Zaradi tega, ker politika ni prijazno okolje za mlade. To sem tudi izkusila v zadnjem mesecu ali pa že prej tudi na lastni koži. Zdi se mi, da je politika postala prežeta z s populizmom, z veliko sovraštva, v bistvu z vsem, kar politika ne bi smela biti. Demokracija je bila narejena, v antični Grčiji z neko idejo, da delamo za človeka. Medtem ko danes v bistvu je politika izgubila človeka iz svojega osrčja, ampak je v svoje osrčje dala kapital in ostale interese. In mislim, da zaradi tega v bistvu smo tudi mladi nekako izgubili zaupanje v politiko, ker trenutno biti mlad je izjemno težko. Mislim, da popolnoma vsak del naših življenj je trenutno na zelo krhkem področju. In se mi zdi, da potem, ko politika preprosto za mlade ne naredi dovolj, ko pa naredi ali pa ko jih vključi, to naredi velikokrat zelo tokenistično, zelo tako na neprijeten način oziroma kot da smo vedno ta kljukca na papirju. In se mi zdi, da je to nekako vse prispevalo do tega, da politika ni prijazno področje za mlade in mladi nekako izgubljamo interes za politiko. To so vsi, jaz vedno rečem, da se moramo zavedati, da vsi problemi, ki jih ima naša današnja družba, jih mladi občutimo samo še 10-krat huje, kot jih ostali občutijo. Tako da stanovanjska problematika je trenutno, mislim, da ena izmed najbolj perečih, če lahko tako rečem. Ni več dolgo, ni več to samo problem Ljubljane, kot je bil mogoče par let nazaj, zdaj je to problem popolnoma vsakega kraja v Sloveniji. Še zmeraj stanovanj ni, imamo mnogo mladih čaka na ali študentski dom ali na stanovanje, ki bi si ga lahko privoščil, ampak je še zmeraj ravno zaradi več in več Airbnb-ov in zaradi kratkoročnega najema, v bistvu mladi izgubljamo možnost, da lahko se nekje ustalimo. To seveda potem vpliva tudi na demografijo, na našo prihodnost, na naše osamosvajanje. Slovenija je relativno, nekje mislim, da je sicer v zgornji polovici, kar se tiče, do katerega leta mladi ostajamo doma pri starših. Mislim, da je to okoli 28-29 let trenutno. In potem seveda to je pa z roko v roki gre za trgom dela. S prekarnim delom, ki je v bistvu danes je kar že neko nenapisano pravilo, da vsak mlad, ki gre na trg dela, nekako zapade v neko prekarno obliko zaposlitve. In seveda zagovarjam absolutno prvi vrsti to, da mora biti vsako delo cenjeno delo, vsako delo mora biti pravilno plačeno delo, ki mora zagotavljati vsakmu dostojno življenje in pa hkrati mora biti tudi vsako delo vsaj na to, da ga ljudje dejansko radi upravljamo, da nas opolnomoči, da nas razvija in ne, da je to neko delo, ki je mogoče, da ni tam, kjer lahko razvijamo vse svoje potenciale.
upam, da ne še tako zelo hitro, ampak ponovno, če na koncu meseca, če pogledam, ne vem, ali sebe ali mlade, naprimer, če smo mi v neki prekarni obliki zaposlitve ali pa samo v delu, za katerega dobivamo absolutno pod plačilom, nimamo zraven nekih drugih ugodnosti, kot so, ne vem, zdravstveno zavarovanje in podobno. In potem na drugi strani imamo banalne, če smem temu tako reči, cene stanovanj. Na koncu meseca v povprečju ostane mladi osebi, ne vem, 10-100 evrov. Poleg, če dodamo tukaj še cene, naprimer v cene hrane in vsa inflacijo, kjer pač draginjo. In v bistvu na ta način se pač mlada oseba, jaz se ne moram odločiti pri dobri veri, da bom zdaj v takem stanju imela otroka. Si želim, se veselim dneva, ko bom postala mama, ampak če mi na koncu meseca ostane 10 evrov, mislim, da to ni pravi način, kako bomo zdaj povišali rodnost. Tako da moramo najprej v bistvu mladim omogočiti dostojno življenje in potem lahko govorimo o naši prihodnosti, o samosvajanju in seveda o začetku ustvarjanja družin. Mislim, da je Evropa takrat res stopila skupaj, da smo pomagali Ukrajini, tudi z finančnimi vložki in seveda z orožjem. Jaz bi si želela sicer, da tudi naprimer to samo orožarno industrijo, da raje premaknemo v humanitarno industrijo, da pomagamo z večjimi humanitarnimi vložki Ukrajini. Tako da mislim, da je bilo še zmeri, da je Evropska unija v primerjavi mogoče z trenutnim konfliktom na Bližnjem vzhodu, z genocidom v Gazi, da je Evropska unija v bistvu takrat res znala skupno stopiti in Ukrajini pomagati. Seveda si pa želim, zdaj bo že 2 leti in pol te vojne, si želim, da se to preneha, ali idealno seveda po diplomatski poti. Upam, da bo pa Ukrajini tudi pomagali to, da bo postala članica Evropske unije. Jaz se za izstop sicer s tem ne bi strinjala. Se mi zdi, da nam NATO še zmeri daje neko vojaško oporo, neko vojaško pomoč. Se mi zdi pa pomembno tudi, da glede na to, da ne vem, v primeru prevzema drugačnih, ne vem, naprimer v primeru zmage Trumpa v Ameriki ali podobno, je seveda potem tudi NATO nekoliko ogrožen oziroma v pesti drugih držav. Tako da se mi zdi pomembno, da Evropska unija ne da gremo zdaj v izstop iz NATO, ampak da oblikujemo tudi boljšo svojo obrambno zunanjo politiko kot celotna Evropska unija, zato da imamo tudi si zagotavljamo varnost tako v mednarodnem svetu, kot seveda tudi znotraj NATO. Mislim, da si evropski način življenja ogrožamo, kar se da sami, če sem iskrena. Moramo se zavedati, da migracije so vedno bile in vedno bodo. Pretijo nam tudi naprimer migracije, kar se tiče podnebnih sprememb, ko bomo začeli dobivati podnebne migrante. Mislim, da je Evropska unija zdaj sprejela ta Evropski migracijski pakt, ki ni popoln, je pa zelo dober začetek. In seveda moramo kot Evropska unija se zavedati, da migracije nikoli se ne bojo prenehale, nikoli jih ne bomo zares rešili. Moramo pa omogočati sploh mladim pod 18 letom, ki pridejo v Evropsko unijo, da jim zagotovimo, da so njihove človekove pravice spoštovane, da jim zagotovimo, na kakšen način se lahko vključijo v našo družbo. Če smo prej govorili naprimer o demografiji, seveda, če mi imamo nek zelo dober usposobljen sistem, kako naprimer vključevati tudi ljudi, ki prihajajo v naše države, potem lahko tudi tukaj naredimo veliko dobrega, se mi zdi. Ne, se mi zdi, da se ne dosežemo veliko, tudi z temi zunanjimi centri, naprimer lahko gledamo v Turčiji. Tja pridejo ljudje, kjer so jim čez noč, ko pridejo tja, odvzete vse človekove pravice, kršene vse njihove človekove pravice. In mislim, da se tega kot Evropska unija, ki je zgrajena na stebru solidarnosti in spoštovanja, preprosto ne moremo privoščiti. Mislim, da je to tema, kateri dajemo največji pomen, sploh kot mladi, sploh kot tisti, ki smo v bistvu tudi nekako prebudili odločevalce o tem, da smo se začeli o zelenem prehodu oziroma o zelenih politikah sploh pogovarjati.
Mislim, da nas na tej točki čaka še ogromno enega dela. To ne moramo zdaj samo metati denarja v razne ne vem kakšne projekte, predvsem moramo tukaj začeti z bolj progresivnimi davki. Moramo priti do točke, kjer bodo dejansko za zeleni prehod začeli plačati onesnaževalci. Torej tisti, sploh industrije, ki imajo že možnost naprimer prehoda na zelene oblike delovanja in tega še ne delajo, morajo tukaj plačati več. In mislim, da na ta način bomo lahko naredili nek ta preskok, kateremu tudi vsi govorijo, da nimamo denarja oziroma da preveč denarja dajemo v zeleni prehod. Mislim, da je to zelo preprosta računica. Če plačajo tisti, ki onesnažujejo, potem bomo imeli tudi financiranje zelenega prehoda. Je pa tukaj še pomembno tudi to, da omogočamo tudi posamezniku in posameznici, da lahko stori zeleni prehod. Torej, ali je to odločitev, Socialni demokrati sicer zagovarjamo, da do leta 2035, da se ukinejo motorji z notranjim izgorevanjem. Torej, da če se ljudje odločajo za neke zelene, ali je to električni avtomobili, ali so to sončne celice na strehah in podobno, da mora biti to sorazmerno financirano, torej ne isto financiranje za vse, torej ne glede na njihov finančni status, ampak da tisti, ki rabijo večje financiranje, to tudi dobijo, zato da zeleni prehod v končni fazi ne bodo, posledice zelene oziroma ceno zelenega prehoda v končni fazi ne bodo nosili posamezniki, ampak da se jim omogoči, da lahko to dejansko naredijo. Absolutno je. Mislim, da zeleni prehod ponuja zelo veliko delovnih mest predvsem, katere moramo začeti malo bolj resno tudi obravnavati in jih ponujati. In se mi zdi, da je to tudi neka zelo mogoče prihodnost, v katero verjamemo mladi, zato lahko tudi v tem zelenih delovnih mestih tudi mladi v bistvu najbolj nekako rastemo. Podpiram rabo jedrske energije. Tudi. Kar se tiče kmetijstva, mislim, da moramo začeti predvsem pomagati in se osredotočiti na malega kmeta. In to je v bistvu, tukaj se mi zdi, da imamo še največji nekak primanjkljaj. Moramo se pa seveda tudi, če še malo na zeleni prehod, moramo se pa pač seveda tudi pogovarjati o tem, da financiramo tudi zato, da ne prihaja do teh ekstremnih vremenskih dogodkov. Ravno včeraj smo bili na primer na Koroškem, kjer smo gledali še zmeraj vidne posledice ujme in je bilo to 1 leto nazaj. Tam se seveda Evropska unija in Slovenija sta stopili naproti ljudi, ampak še zmeraj se mi zdi, da relativno premalo. In moramo v bistvu to tudi tako kmetijsko politiko kot zeleni prehod v bistvu gledati tudi bolj skupaj. Ampak absolutno pa, kar se tiče kmetijske politike, moramo začeti v osrčje dajati malega kmeta in mu največ, kar se da pomagati. Se strinjam, Evropska unija že dela že dela veliko, da bi se v bistvu osamosvojila sploh mogoče od nekih ameriških, kitajskih nadzorov oziroma krempljev, ampak mislim pa, da moramo tukaj nastopiti veliko bolj močno. Evropska unija je bila zgrajena kot gospodarska unija. In takrat smo v bistvu uspele države Evropske unije konkurirati celotnemu svetu. Mislim, da moramo to spet nazaj obuditi in se ne bati regulirati in ne bati si vzpostaviti spet nazaj svoje avtonomije in samostojnosti. Mislim, da nikoli v politiki nikoli ne bo dovolj transparentno in moramo vedno zagovarjati še večjo transparentnost, sploh na področju lobija. Mislim, da mora biti bolj povezana. Absolutno ne smemo, torej zdaj imamo Evropsko unijo. To je projekt, ki ga zdaj negujemo že kar nekaj časa, tudi Slovenija v njem že v Evropski uniji že nekaj časa. In mislim, da moramo na tej točki narediti vse, da nam prinese največ, kar nam Evropska unija lahko.
In mislim, da je tako zelo prežeta v vsak dan našega življenja, da bi bilo škoda, da bi zdaj šli namerno uničevati ali jih bolj ohlapno delati Evropsko unijo. Tako da mislim, da je prihodnost Evropske unije je bolj povezana in bolj močna Evropska unija, ki se bo hkrati tudi širila, naj bo to na Zahodni Balkan, na ostale članice, in mislim, da ima dobro prihodnost. Ne bi Združenih držav Amerike jemala kot vzgled. To pa absolutno mislim, da jo potrebujemo. Mislim, da najprej, če mogoče Evropska unija in zdravstvena politika, mislim, da mora Evropska unija tudi začeti gledati v smeri, trenutno nima nekih pristojnosti, da bi lahko delovala kot tako enotno, kar smo videli, da je bil problem tudi v času korona krize. Tako da mislim, da moramo tudi znotraj Evropske unije začeti gledati v smotrnosti ustvarjanja Evropske unije tudi kot zdravstvene unije, in mislim, da je to zelo potrebno, kjer bi lahko potem seveda bilo tudi tele svetovni zdravstveni organizaciji bi lahko potem konkurirali tudi na ta način, da gre v bistvu direktno dialog med Evropsko unijo in zdravstveno organizacijo, ne kot vsaka država posebej. Delo evroposlancev nekaterih ocenjujem zelo dobro, se mi zdi. Mislim, da je prednost evroposlancev, zato tudi je pomembno, da volimo po preferenčnem glasu, ravno ta, da lahko izberemo posameznike, ki mislimo, da bodo prenašali ideje in prizadevanja tudi v Evropskem parlamentu. Me še zmeraj žalosti, trenutno je seveda največja skupina v Evropskem parlamentu skupina EPP, ki je v bistvu, se mi zdi, tudi z vodstvom Evropske komisije, ki je seveda desno, da smo dali preveč puščali v zadnjem mandatu prostora ravno interesu kapitala in ostalim gospodarskim interesom, in smo pozabili na človeka, ki je v bistvu, če hočemo, da bo Evropska unija v prihodnjem mandatu delala bolje, se moramo vrniti na človeka in mu zagotavljanje njegovega dostojanstvenega življenja, njegovih človekovih pravic, spoštovanja, ker se mi zdi, da smo to nekako v zadnjem mandatu tudi izgubili. Tako da se mi zdi še zmeraj, če pogledamo, da zadnji mandat imel nekaj, ne vem, ali je bila to vojna v Ukrajini, je bil to seveda kriza koronavirusa, so seveda to relativno v redu speljali, ampak pa pogrešam tudi to, da gledamo malo bolj v prihodnost, ker to v bistvu vsi dogodki, ki smo jih zdaj bili priča, je v bistvu Evropska komisija in Evropski parlament so nekako reagirali samo na njih. Moramo pa v bistvu delati prihodnost, ker ne bomo rabili reagirati na dogodke, ampak jih bomo tudi že, ali so to konflikti, vojne, krize, da jih bomo vnaprej preprečevali. Ja, seveda, absolutno. Mislim, da je treba tudi na tej točki narediti enotno zakonodajo na področju prekarnega dela in tudi kar se tiče spoštovanja delavskih pravic. Mislim, da bi jih lahko imel še več. Sploh na nekaterih, ravno teh na socialnih temah, na socialnih politikah oziroma tudi na področju stanovanjske problematike, ker je tudi, na primer, to ena izmed stvari, ki trenutno je prav vsaka evropska prestolnica ali evropsko mesto je v bistvu ima enako problematiko, da pomanjkanje stanovanj, preveč kratkoročnih najemov, in na primer to je neka stvar, ki trenutno ni v pristojnosti Evropske unije. Mi se tudi borimo, da bi to postalo, tudi neki so že v skupini SND, torej Socialnih demokratov na evropski ravni, so se tudi že pogovarjali o možnosti, da bi Evropska unija financirala tudi stanovanja v Sloveniji in podobno. Tako da mislim, da na teh področjih, kar se tiče socialnih področij, da moramo imeti bolj enotno in Evropsko unijo z večjimi pristojnostmi. V skupino SND. Bistvo te skupine je, da zagovarja socialno demokracijo, da hoče nazaj v Evropo vrniti socialno demokracijo, ki se mi zdi, da trenutno manjka. Predvsem pa tudi sama verjamem v vrednote socialne demokracije, ki ponovno v osrčje dajo človeka,
cenijo delavstvo, podpiramo solidarnost, to, da imamo ljudje človekove pravice in da primarni razlog politike je solidarnost in spoštovanje in dostojanstvo posameznika. Mislim, da moramo na tem področju še veliko narediti, predvsem kar se tiče transparentnosti, predvsem kar se tiče tega, kdo je lahko lastnik medija. Meni se ne zdi pošteno, da so lahko stranke oziroma vidni politiki iz teh strank lastniki medijev. Mislim, da moramo delati na tem, da bodo mediji ponovno postali neodvisni, da bodo lahko neodvisno tudi poročali. Tako da mislim, da je sploh zdaj v zadnjem mestu tudi kot mlada oseba, ki je bila na veliko medijih, spremljala vse to, sem malo razočarana tudi nad vlogo medijev, sploh kar se tiče tega, da bi ljudi navdušili, da grejo na volitve, ker se mi zdi, da je bilo predtem primarno dano v prvi eter je bilo to, da je drama, da je šov, da se bo nekaj soočenje tudi prodajalo in podobno. Kar se mi zdi, da v bistvu je ravno to, kar potem še nadaljno uničuje ugled politike, uničuje to, da bi se mladi odločali za politiko. Tudi jaz sem na lastni koži v zadnjem mesecu doživela zelo kakšne opazke, ki si jih ne bi želela, tudi strani medijev, naprimer. Tako da mislim, da moramo medijem povrniti predvsem njihovo neodvisnost. Da. Da, s tem, da bi samo popravila, da ne govorimo o evtanaziji, ampak o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Tudi da. Lucija Krneluti, hvala za te odgovore, hvala za obisk v našem studiu in dober volilni rezultat v nedeljo vam želim. Najlepša hvala.